Jaz sem Sayurini iz igre Honkai Star Rail. Stripi, zgodbe, serije, filmi o fantazijskih bitjih, znanstveni fantastiki, pa superjunaki. Namizne igre, videoigre, igre vlog v živo in mange ter anime iz Daljnega vzhoda, preoblačenje v najljubše like. Vse to je del subkulture, ki je z obdobjem pandemije covida pravzaprav prešla v pop kulturo, tudi pri nas. Sem oblečena kot Lux iz League of Legends. Če se je to včasih povezovalo z v družbi nepriljubljenimi, osamljenimi posebneži, je zdaj vse bolj vidno, sprejeto in tudi tržno zelo uspešno. May the force be with you. Tisti, ki se ukvarjajo s cosplayem, tem svojem hobiju posvetijo veliko časa. Nekateri svoje kostume, karakterje dodelujejo več mesecev. Cosplay sem sama izdelala, ker rada igram to igrico, ker to je igrica. Drugače pa tudi iz kakih animejev ali pa serij tudi rada izdelujem stvari, ker so mi, na primer, liki zelo všeč. In se ful rada posvetim v to, ful uživam v ustvarjanju. Janina Škrinjar se ukvarja s cosplayem in fotografijo. V mariborskem društvu Animoku redno prirejajo fotografske delavnice prav za cosplay. Ideja je nastala ravno zaradi tega, ker se nam je zdelo škoda, da toliko ljudi, cosplayerji vložijo ogromno nekega denarja, časa in talenta v izdelavo teh cosplayev, ki se potem vidijo samo na kakih večjih festivalih ali pa kaj takega in je bil pa pač škoda, da tam tudi to ostane. Pojasnjuje idejni vodja tovrstnih fotografskih projektov Aleš Šopinger. Interesa je vedno več, tako iz Slovenije kot iz tujine. Vsak lahko pride sem slikat in tudi ni plačljivo, pa pač vsi cosplayerji lahko prijejo in pač bolj kot ne je to tu zato, da se imamo fajn. Cosplayanje se je v Sloveniji začelo okoli leta 2000, sprva skromno, potem pa vedno več. Pravi razcvet se je začel med korono, pravi Šopinger, ki je bil zraven od začetka. Velika razlika z začetki je tudi v materialih, ki so na voljo. Poznamo ljudi, ki sami delajo te, kako so jeklene majice in jih sami potem tudi zvijajo, da jih skupaj naredijo. Zelo veliko pomaga 3D modeliranje, 3D printanje. Ko sem začela bolj kot ne, sem lahko imela dostop sam do stirodura, ker EVA pena pri nas glih nisi mogel tako dobiti. Leja Komprej v cosplayu igra učitelja magije iz zgodbe Witch Hat Atelier. V celotni zgodbi me je pritegnilo to, da se magija čara na tak način, da se ne izgovarja, ampak da se riše. Kar v zasebnem življenju počne tudi sama. Ustvarja, riše, izdeluje raznorazne stvari. Konkretno pa je bil zanjo ključen trenutek, ko je na Pinterestu videla to risbo. In sem rekla, jaz moram vedeti vse o tem. Ko je zgodbo prebrala, jo je še bolj posrkala vase. Celotna zgodba je tudi temelji na tem, da je čim več inkluzivnosti, da se dotika tudi sodobnih problematičnih tem in tako naprej. Ko je sama s tem začela že kot najstnica, jo je mama pri tem podpirala. Jo je pa seveda skrbelo zanjo. Ker te skrbi za svojega otroka, ker sploh tistih časih, mislim, da tudi zdaj ni ne vem koliko sprejeto, ampak tistih časih je bilo pa še huj, ker to je bila avtomatična obsodba, da boš nadlegovan v šoli, da boš nadlegovan na cesti, da te bojo buljali, po domač povedano. In pač valjda noben starš tega ne želi videti za svojega otroka, ampak je me pa zmeri podpirala.
Navdušenci in navdušenke nad vsem fantazijskim pa lahko svojo domišljijo do polnega izživijo na konvencijah, kot je Na meji nevidnega. Bolj kot neki slovenski komik, kon je to. Tovrstni dogodki spodbujajo ustvarjalnost, izmenjavo znanja in povezovanje med ustvarjalci in občinstvom. Da se res lahko živiš v tega karakterja oziroma da si sprejet med drugimi ljudmi. Da lahko pokažeš, kaj je tebi všeč, brez da bi, ne vem, skrival ali pa kaj. Pri tem lahko sodeluje prav vsak, za tekmovanja pa so pravila že bolj stroga, pravi Matic Gajser, eden od organizatorjev konvencije, zadolžen za cosplay. Pri tekmovanju predvsem pomembno to, da vsak cosplayer, ki tekmuje, naredi 80% cosplaya sam, tistih 20%, 20% pa pol ostane za čevlje pa lasuljo, recimo. In ne, cosplay ni kar neka maškarada, čeprav gre za kostume. Razlika je v zgodovini, v izvoru. Maškare pust izvira iz naših etnografskih zgodovinskih virov, medtem ko cosplay izvira predvsem iz tega, iz knjig, iz videoigric, iz stripov. Letos je na tekmovanju zmagala prav Lea Komprej. Simona Bračun-Rok iz organizacijske ekipe pravi, da se je tudi sama pravzaprav prvič srečala s cosplayem na eni od konvencij. Zdaj pa v zelo prepoznavnem karakterju iz Igre prestolov skrbi, da se tisoči počutijo kar se da dobro. Meni v bistvu pa zgleda kot, ne vem, neka audicija za nekaj, kar ti pol mogoče rata všeč. Recimo, jaz sem prišla in mi je bil cosplay všeč. Tako da se mi zdi, da vsak lahko nekaj zase najde, tudi če je prvič na konvenciji ali pa se prej še ni srečal s tem. Ustvarjalne delavnice za vse starosti, okrogle mize, pogovori z avtorji, barvanje figuric, igranje namiznih iger, videoiger, obilica stojnic z izdelki. Vse to najdemo na tovrstnih dogodkih. Stičišče vsega geekovskega in fantazijskega. To je pa dejansko en prostor, kjer se lahko čisto vsi brez predsodkov družimo in v bistvu spoznamo, da nas je ogromno, ker nas take stvari zanimajo. Na meji nevidnega poteka že od leta 2013. Vsako leto je večja, letos se je udeležilo že več kot 6000 ljudi. Gre za subkulturo po subkulturah, pravi sociolog dr. Primož Krašovec. Včasih so bile subkulture zelo striktno definirane, tudi trajne v času. Ta je zelo prožna, zelo vezana tudi na internet, na nove medije, tako da se hitro spreminja, tudi estetika, barve, načini oblačenja. Edina konstanta je ponos, ki je malce v zadregi za to, da gre za nekaj geekovskega, pojasnjuje. Za nekaj, kar je mogoče veljalo za malo čudaškega, zdaj pa ravno ta ekscentričnost daje vrednost, recimo, tej kulturi. Ti, ki so bili včasih kul, pa so poslušali, recimo, kitarsko glasbo, imeli dolge lase, so zdaj malo bolj te, ki so v zadregi, ali pa tega ne vejo, pa so drugi v zadregi namesto njih, medtem, ko je to dejansko kul. Od popa pa se razlikuje v tem, da zahteva nekaj predznanja, poznavanja. Moraš nekako razumeti, ne razumejo pa čisto vsi, tako da imajo ekskluzivnosti kljub množičnosti. Zadeva raste, tako da načeloma lahko 2-krat na mesec najdeš nekje v bližini kakšen tak dogodek. Kljub temu pa še vedno ne morejo v cosplayu kar tako hoditi po ulicah, kadar ni takšnega dogodka. Težko. Vedno svetujemo sploh recimo mlajšim puncam, da grejo s starejšo osebo, da gremo skupaj, vsaj po 2-3 osebi. Ko je tak dogodek, v bližini so ljudje že malo navajeni, ker nas vidijo, drugače pa rajš ne, sploh ne po noč. Lea Komprej si želi, da bi ljudje pač vprašali, če jih kaj zanima in bili kot posamezniki in kot družba bolj tolerantni. Pridi, se bomo pogovorila, ti bom pojasnila, odkje je recimo to. Ti bom pokazala, koliko ljudi to veseli, da je to dejanski hobi in se mi zdi, da to je tisto, kar bi mogli ljudje bolj videti. Na konvencijah v tujini si kot udeleženec lahko izbereš trak, s katerim navzven vsem jasno pokažeš, ali si želiš, da te ljudje nagovorijo ali ne. Smo si lahko vzeli tele trakce, na katerih recimo prav piše recimo keep your distance, talk to me ali pa ask me first.
Ena od zelo pogostih zmot je, da gre za ljudi, ki se ne radi družijo, da te svoje hobije gojijo izolirani v kleteh svojih staršev. To ne drži, kar dokazujejo tudi redna druženja, ki jih organizira društvo Amulet D20. Sej ljudje uživajo v svoji samoti velikrat in smo veliko nas je tudi odrasli tako, ampak vedno smo iskali neko skupnost. Predsednik društva Mito Ožbolt mi je pokazal, kako se lotiti barvanja figuric. Imamo vodo in palete. Si že kar ene par barv, ki so ti všeč, ne vem, 3 recimo zbereš, vzameš, ponavadi je to ok. Zdaj se jih pa kar fajn streseš, pa stisneš gor na paleto. Ljudje tudi celo premoženje namenijo za ta hobi. Ja, hobiji lahko stanejo kar dost, ker imajo veliko enih aspektov. Sem si izbrala take hecne barve, rabniki veselga, tega škrata. Živijo! Živijo. Čau, folk. Prvič barvaš? Ja, figurce, ja. Fantazijska skupnost raste že od 80-ih let, vedno bolj se povezujejo, vedno boljša je komunikacija med društvi. Zdaj že lahko rečemo, da gre za del pop kulture, pa ni bilo vedno tako in združuje veliko umetniških disciplin. Vsaj, kar se tiče fantazijskih hobijev, je večinoma v živo. Preko interneta je malo. Mislim, da lahko s tem najdejo dober tretji prostor, kjer lahko preživljajo svoj prosti čas kvalitetno in ne zabredajo v kakšne negativne stvari. Večina naših dogodkov je brezplačnih, kar delamo. Vse tam dobiš zastonj, vključno s figurico, ki jo zdaj barvaš. Samo v njihovem društvu redni dogodki potekajo na 6 lokacijah. Ljubljana, Koper, Sežana, Maribor, Celje in Medvode. Poleg tega organizirajo tematske dogodke, kot je fantazijski ples, razne konvencije, pa tudi evropske projekte. Res nisem talentirana, no. Zakaj? In bi res. Da ti gre. Šele začela si. Kamorkoli se človek obrne, se nekaj zanimivega dogaja. Živijo? Živijo. Domnevam, da niste prišel s tole rano na glavico. Uroš se dobri 2 leti ljubiteljsko ukvarja z ustvarjanjem posebnih efektov, kot so rane, opekline in podobno. Ali pa tudi samo poslikave. To je tudi pol del, recimo, kakega vašega cosplaya, oziroma... Ja, tudi ponavadi imam bolj take srednjeveške kostume in dodam ali sveže rane ali opekline. Valentina iz zavoda Ereja pa se ukvarja s tako imenovanim larpom, igranjem vlog iz namiznih iger v živo, na gradovih, v naravi, v kakšnih kočah. V severnih državah je zelo popularno, naprimer na Norveškem ali na Švedskem. V Sloveniji pa ni, ampak počasi mi to razvijamo. Tudi pri larpu so pomembni kostumi, rekviziti in zgodbe. Predstavljate to, da bi se stopili v film, naprimer Pirate Karibskega morja ali Lord of the Rings, Gospodar prstanov, kjer vsem lahko povezuješ, vsem se lahko pogovoriš in dejansko imaš svojega lika. Vse skupaj pa traja nekaj ur ali celo več dni. Obstajajo tudi vampirske larpe, obstajajo tudi zgodovinske larpe, vse vrste, sci-fi, kosmos. Za razliko od subkultur v preteklosti se njeni pripadniki jemljajo manj resno, kar je tudi del privlačnosti, pojasnjuje dr. Krašovec. Ta sproščenost je del šarma, se pravi zelo intenzivna kultura, zelo intenzivno se ukvarjajo s stvarmi, s katerimi se ukvarjajo, ampak hkrati se pa ne jemljajo resno. Mislim, da je to ta čar. In ravno zato je družbeno zelo dobrodošla. Ker imajo te rigidne subkulture iz 90-ih, tega smo se pa mislim, da vsi naveličali. Cosplay in geek kultura tako še zdaleč niso več nek čudaški hobi, pač pa pomembna oblika identitete, skupnosti in ustvarjalnega izražanja.